igro Deseti brat smo se odločili, da zaigramo na pobudo Janeza Humarja, to je bil njegov predlog, katerega smo se sprejeli. Potem smo imeli malo problemov s tekstom, da smo dobili, in kjer je bil dela čas dopustov, je bil čas priprave bolj kratek. Koliko časa ste se recimo pripravljali? Ja, vse skupaj bi rekla mesec pa pol. Pa ste uspeli vse naštudirati in to? No, to pustimo po vaši presoji, a ne? Tako da, če bi imeli en teden več časa, bi bilo verjetno bolj, ampak pač smo v poznem roku, a ne, jesen. Vreme je malo nagajajo, tako da upam, da bomo speljali te 2 večera. Presoja je pa seveda vaša. Pa boste v zimskem ali pa spomladanskem času ponovili kaj te igre, recimo na notranjem odru? Ne vem, o tem še nismo razmišljali, zaradi tega, ker je kar precej zahtevna velika scena, precej igralcev, tako da morda tudi nismo pa še govorili, dorekli, ker okrog tega nismo še govorili. Bom tvojemu povedal, da se z drugimi razgovarjaš po noči pri mesečini. Slabo te bom hvalil. A si ti, Martinek? Glej, tale gospod... Kvas. Lovro Kvas. Tale gospod Kvas gre danes na Menice. Ti greš ravno isto pot. Lahko greš z njim. Nič se ga ne bojte. Čeprav je raztrgan in bos in grd in nima prave pameti, je pa pošten. On je 10. brat. Pot dobro pozna. Lahko noč. Ker vidim, da sva danes pred policijo in da nič ne zameriš, te bom našel še eno. A sta res sviđa z gospodom na Polesku, na gradu, tisti tihim, zaprtim človekom, gospodom Piškalom prijatelja. Pravijo, da je tudi on uravno zapisan. Ej, niste mogli molčati? Kaj je bilo treba blebetati o Piškalu? Morski strah te prestrašil. Kdo bo pa zdaj za vino dal? Vse boš imel, samo pojdi iz tega kraja. Pisma mi daj. Z zlatom ti jih plačam. Saj veš, da se te lahko iznebim. Sodniji te bom prepustil. Kaj še? Papir, pisma so v mojih rokah. Varovala bodo mene, vas, ne? Zdaj ponujate denar. Moja mati pa je v nadloži videla. Starši moji, mi res lahko kaj dovolijo ali pa ne dovolijo. Siliti me pa ne morejo nobeno reč in me ne bodo. Sicer pa ti mojega očeta premalo poznaš, če se vedno domišljaš o njem najhujše reči. Boljšega očeta ne bi mogla imeti. Gotovo ne želi on meni in tebi drugega kot srečo in zato se ne bo ustavljal mojim prošnjam. To se ve, da mora zdaj najino znanje ostati skrivnost. Ko pa čez nekaj let spet prideš na Slemenice in ko te bodo klicali doktor Kvas, boš smel brez skrbi pred očeta stopiti. Zvezde bi tekoval in poslušal do zadnjega dne. Le čakaj, saj nisem še pri kraju. Če me res tako rad poslušaš, preljubi moj Lovre. Naj se te tudi moja beseda toliko prime, da se boš ravnal po njej. Že večkrat sem te opominjala, očitno in skrivaj, da ne bodi tako otožen. Hudir je, pa hudir, saj sem ga jaz presekal, v polnoči sem ga presekal, na 2 kosa. Povej nam, kako je bilo. Tako je, jaz stojim ob 11 na barki za straž. Prej si pa rekel, da v polnoči. Ob 11 je bilo, da še dobro vem. Sam sem stal, magla je bila in tam na robu. Zeblo me je, pa sablo sem imel. Drmoten sem začel postajati, pa sem začel tja kaj po morju gledati. Kako pa si po morju gledal, ko je bila tema?
naj bo tema, saj sem imel krasilo in gombo in drva, pa ogenj sem zakuril, ker gori v Jambolu neki prav. Jaz gledam, ni bilo nič. Spet drmotno začnem postajati, lepo čenem tja na tla, ker se ti barka trikrat zagugle, sem in tja, Jaz gledam, poslušam, nič ni bilo. Kar nekaj sem po morju pride po vodi in z nogami pravi Som! Jaz gledam, kar vidim, da hudič gre. Ja, kako pa si vedel, da je hudič? Kaj ne bi vedel, a ni imel rdečih hlač, zelene kapljice, kosmatih tačic in takih dohtov na prstih, so oni lekovni prvaki. A to je bilo kaj strah? Kako me bo strah, saj sem imel bridko sablo v rokah. No, potlej je tista pošastani, tisti peklenski škrt plezal ob barki. Prav na glas gori, škret. Ko je prišel na vrh, pa se ti je iz oči meni nasproti postavil. Sveta mamka Božja, 7 križov in težav, sem dejal, pa sem zavzdignil bridko sablo, pa sem zamahnil, pa sem čez glavo ubral in pustnil. Pa sem ga presekl, samega hudiča sem presekl na 2 koša. Na brze, Vrtinek pa je res imel prav Matevžek. Zdaj pa jo bom pokazal neko izpoddaja. Hiša bo ostala moja in Vicka tudi. Kaj pa, če ga sploh nisem presekal? Podlastica nepoboljšljiva. Jaz ti bom že tvoje muhe iz glave stresel. Samo 1 stopinjo proti meni, pa bom sprožil. Vzemi ta pisma in jih nesi na grad Podnesek, k staremu gospodu Piškavu. Nesi mu kvas ta pisma nazaj, jaz mu odpuščam. A je imel tvoj oče brata? Ja, imel ga je, ampak izginil je. Menda je umrl. Ne, ni umrl. Tvoj stric še živi. Ampak poslušaj. Ne muči se, Martinek. Počakaj, da okrevaš, potem mi boš povedal. Gospod Graščak, a naj vendar ne grem? Papa, ali me ne ljubite? Da, manj, ljubim te. Gospod Coso, poštenjak ste. Nikoli nisem dvomil o tem in vedno sem vas imel rad. Gospod Graščak, kako srečna sva. Papa, ljubi, dobri papa. Bravo, ura! Dobro. Vso srečo vama želim. Tudi moja manica se je zaročila z gospodom Kvasom. Zato se nekoliko pomudite pri nas, da izpijemo na vajino in našo srečo kozarec vina.